Cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi danes, sicer dopoldne v naši družbi. Stane Sevčnikar je z nami, v nadaljevanju pa nekaj o zdravi soli, o oddaji, ki ste jo že dobro vajeni, sicer v večernih urah, a danes torej že začenjamo z dopoldanskimi termini. Stane, lepo pozdravljeni. Kaj danes, dobro jutro. Dobro jutro, tako ni ponovitev oddaje, to morava povedati, v živo sva tukaj z našimi gledalkami, gledalci. Gledajo po šolah, po penzionisti, po domovih. Tako, vsekakor. Odločili smo se torej za dopoldanske termine in tudi v tem času povabili nekaj naših gledalcev, da nas lahko tudi pokličete. 090 50 50 je naša telefonska številka za klic v studio in stanete lahko seveda povprašate, kar vas zanima. Če imate kakršnokoli težavo, o katerih smo že govorili velikokrat, pa tudi če je kaj novega, nas pokličite, pa je Stane danes tukaj torej za vas. 090 50 50 Stane. Midva pa, tako kot v ustaljenem ritmu, tudi danes govoriva o zdravi soli in predstavljava knjigo, ki pa zdaj je že dobila končno podobo. To je v knjigarnah že, ne vseh, pač tisti, ko naročijo. Tako. Zdaj, Stane, preden začneva, tole je en takšen paketek, darilni paket, ki ga zdaj lahko... Ne gre drugač, ker jaz sem začel za samo knjigo pred leti, in če nekdo samo knjigo prebere, je že informacija ena je, ampak zdaj pa lahko to stestira takoj, če tisto, kar jaz pišem v knjigi, drži ali ne. Tako. Ta test je zelo enostavno, bomo pa predstavljala še enkrat. Dobimo najprej knjigo, tukaj noter pa še Test resnice. Mogoče bi tak naslov boljši bil test resnice. Zgaga test, torej kaj najdemo tu not? Zelo enostavno najdemo eno eprovetko, ki smo jih že večkrat kazala. Tako, s soljo. S soljo, kristalčki so ekstra veliki, in navodila seveda so noter kratka, kako se to naredi. Naredi se pa tako, da daš na jezik en kristalček, pa se ocenjuje okus, a je prijeten ali neprijeten. V obeh primerih je nekaj narobe v prehrani, ker gre za neravnotežje elektrolitov in kalorij v konkretni hrani. Če je nevtralen, da je tako sol pač sol, takrat je človek v ravnotežju. To se je pokazalo zdaj tako čisto enostavno, ravno v tem zadnjem obdobju, pred tem niti nisem na to študiral, pa se je tako razvilo. In če ima pa nekdo zgago, trenutno, je pa test tudi tako enostavno, daš pa šepec soli na jezik, pa splahneš z vodo, ali pa si 1 gram soli v 1 deci vode raztopiš, pa to spiješ in čutiš takoj, če je razlog zgage v tem debalansu. Če ni, ne bo samo 90% primerov iz prakse, ki je zdaj ne vem koliko jih izkušenj, je to drži, da pri zgagi je najpogostejše gre za to, ta debalans. In se mogoče imamo prav z zgagi, če bomo da zgagi, jaz tam pišem, en naslov je noter kratek. Ampak zgaga je nedolžna zadeva na oko, ampak signalizira pa, da nekaj prihaja, zadaj tudi. Ponavadi je zgaga znak za alarm, lahko? Ja, prvi tak alarm, pa tresenje statične elektrike. Ta dva sta taka najbolj preprosta, zgage je tudi cel kup, že od mladine naprej. Statična elektrika pa tudi trese vsakega drugega, ali pa še pogosteje, tako da ja. Kako pa potem stane, ko mi opazimo, oziroma ko s tem testom si lahko nekako postavimo neko diagnozo, sami pri sebi, kako potem nadaljujemo, kaj potem svetujete? Pa človek na biodieto, to, kar smo tudi razlagali, to je pa, da se kuha neslano, brez soli, brez dodatkov, brez začimb pravih tudi, popr pa tako. Medtem ko kuhamo, Ja, surovo, neslano in nezačinjeno se kuha vse in peče in poha in tak naprej. In ko je jed pripravljena, se posoli na zgornjo mejo okusa, ne čim manj, in začini takrat. Zgornja meja okusa je pa tudi ena eprovetka na kilo hrane ali pa liter juhe recimo. To je tudi enostavno test, ki je zgornja meja.
1 liter juhce si skuhaš, pustiš, da se ohladi malo, ne, 65 stopinj je hitro. Daš je prevedko noter soli in se zopet ocenuješ, a je premalo slano ne bo nikoli, ne, v tem primeru, ker to je zgornja meja okusa. Ampak če bo nekomu to tako prijeten okus neutralen, to tudi že pomeni, da mu manjka elektrolitov, ne. Če je bil pa res okus preslan, pa to pomeni, da jih ima preveč, ne. Isto to, kar za zgago delamo test, ne, kristalček na jeziku. Če ti je prijeten okus, je pomanjkanje, če ti ni prijeten, je pa preveč soli, ker to je tudi, ne. Ljudje smo presoljeni in podsoljeni zaradi raznih razlogov. Ni tistega ravnovesja, ki ja, bi ni, nam in potem prineslo presnova zdravje, porušena in potem pač vse bolezni nastopajo. Zato pravim, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, ne. Tako. In to je tudi na knjigi gor na platnici, ne. Ja. Platnica, v knjigi se bova še vrnila, zdaj, ko ravno govoriva o zgagi, sem jaz našla v tole v knjigi. Zgaga, ja. To v zgagi, pa bom jaz prebrala, pa boste vi malo pokomentirali, tako kot je najina navada, ne. Takole ste zapisali v zgagi na 67. strani tele vaše knjige. Včasih je bila to skoraj tipična bolezen kadilcev in pivcev. Toda ti vendar ne piješ, pa tudi kadiš bolj malo, pa te vseeno peče, ko poješ nedolžno orehovo potico. Marsikdo, na primer, ne pravi, da ga zgaga peče po orehih, po papriki, ne? Ja? Tako 12 let od tega, ali 13 že zdaj. Pa še glavni adut proti dragemu pivcu si izgubila, sedaj sta na istem. Ni več pravice na tem svetu. No sedaj, ko veš, v čem je nadloga, ti je odleglo. Ne odteguj pa mu zdrave soli, sedaj, ko veš. Se pravi, ko mi zdaj vemo, kaj nam škodi, ne? Se pravi, orehove potice ne bomo več jedli. Ja. Je pa treba kako potem? Ja, seveda, ne da ne bomo jedli. Jeti na biodieto, pa je lahko potem ješ, koliko jesi. Potem, ko damo to skozi. Včasih je pogledati, nisem smel, je že bilo. Zdaj pa je v redu, ne? Ja, seveda. Potem še pišete: lahko bolj resno zbolim, kajti tablete, ki mu ovijajo želodec v opno, so bolj nevarne od vina. Kislina, ki je ne bo čutil, mu bo odrla črevesje kot mesar za klobase. Ste čisto nazorno povedali, kako. Ja, točno tako, čisto plastično. Že res, da bo nehal piti, toda tudi tvoja hrana mu bo v gnus, ljubezen pa gre skozi želodec. Se ne izplača, pravite. Točno, da ne. To je za kuharce pozor, ne? Ja, mislim, tako je to enostavno vse skupaj, ne? Si ne bi nikoli mislil človek. Ampak kdo je pa pričakoval, ali pa vedel, ali pa še zdaj ve v tej jodni profilaksi, ne? Da se količina joda v jedilni soli povečala na 10-kratno vrednost, da se krmilom za krave, kure, te farmske, ne? Dodaje kalij jodid. In tako da je joda teda še kar bliska. In ni čudno, ne. Bolezni so v porastu, vsaka tretja ženska ima ščitnica problem, sladkornih, kolikor hočemo, pa vseh bolezni, ne. Alergije recimo, tipično, če te trese statična elektrika, je že takoj velika verjetnost, da bo tudi kak cvetni prah priletel komu v nos, ne, ali pa kak bacil. To vse je povezano. Tako. Ja, zgaga, torej kar eno opozorilo, ne, oziroma ena rdeča luč, ki naj nam pove, da se ustavimo, ne. Ta je provedka, recimo, če bi tako vzel ta zgaga test, da bi sam gasiš jo, ne, če imaš ta problem, je za 14 dni že, ne, ker se te pol vsak dan, ne, ker ti res, ampak prav pa to ni, ne, je tako, da si že pomagaš, če so neki pijanki, ki ali pa kakorkoli. Ampak vzroki treba najti, ne. To že, ja. Ampak če pa delaš na tak način, ko jaz pravim to biodieto, te pa ne peče, ne. A pa če te že zapeče, kdaj da si ga res pregrešil, se fejst je pametno imeti, zato pa te provedke so tudi v onih dozah, da lahko, ampak najboljše je taka, ne, da so večji kristalčki in tak naprej in to imaš kar v žepu, pa v torbici, ne. Tako. Ste napisali tukaj, ne, tudi na tej provedki oziroma škatlici, če ti zdravila in čaji, kure, shujševalne maže in rože ne pomagajo, je lahko kaj narobe tudi v tvoji prehrani in negi telesa. Testiraj zgago in rezultat bo znan takoj. In potem, ko mi to poskusimo, torej ste povedali, ne, je treba opraviti biodieto, seveda, če opazimo kakšno težavo, ne.
Čim bolj se približa, če pa ne gre, Ja. če pa nekdo se hrani po gostilnah ali po menzah, pa mogoče samo enkrat na dan si sam skuhal, pa še to ne, takrat pa se hrana dosoli, tista ne bo nič bolj slana, ker takrat, ko človek misli, da je soli dosti, je samo joda dosti in ostalega pol premalo, ampak porcijo pa zmanjšati, da v skupnem ne dobiš preveč soli, ne. In to je tudi fina shujševalna kura na ta način, ne. Lahko shujšaš čisto po običajni hrani, tisti pač gostilniški, samo za posoliti in začiniti. Če ne druga, olivno olje gre kot začimbo, ne, ali pa poper, ali pa karkoli, no, kot začimbo, ja. Se da, ne. Če nimate druga po roki, tudi čaj, velja kot začimba, ne, ampak treba gledati, ne vsak čaj, tisti čaj, ko piše, da jih je treba prekuhati, zato ker vsake komponente noter morajo, pa tako gobe so tudi začimba, ampak ene je treba prekuhati, če ne, ali pa med čaj je ta bezgov, kaj so že? Cvetovi? Ne cvetovi, ne, one kuglice, če jih ne prekuhaš, je to strupeno, no. Tako da ta, če je čaj noter bezove kuglice, toga ne uporablja kot čaj pod 65, ne, kot začimbo. Ostale pa ne, lahko se tudi, če ni kaj druga, ne. Tako, sej to pa ne, tako. če ni kaj druga, tudi zelo fino je, fajn zgleda, samo to v gostilni je že glih nič, ne, ampak doma pa ja, ne. Ampak ne one čaje, ko so z mašinami v prah. Take, da se še vidi lepo vejice, ono lepo noter, ko posuješ v kakih špagetih ali pa v juhi, kakih fižolovi ali pa ono, malo z olivnim oljem gor, je to super, ne. Zanimivo. Se pravi, zgaga test bi ga priporočili vsem, dobi se samo v kompletu s knjigo ali ga lahko tudi kako drugače? Ravno smo odprli tudi šifro, no, in bo zdaj tudi po trgovinah. Bo pa tudi, kdorkoli bo danes poklical noter najo, ne, in bo neko težavo spraševal, kaj mu je, mora telefonsko številko pustiti, ne, dobi to brezplačno domov, tisti, ki bo pa kako izkušnjo povedal, dobi pa oni paket, so 3 variante, ali knjiga, zdaj je taka sama knjiga, ne, potem oni paket, ko so recepti not, pa sol, pa oni Sva že tudi velikokrat pokazala, ja. To so vsi paketi, če rečemo v popularni vrednosti 25 €, ne. Odlično, super. Časti Arena TV. Tako, eno povabilo našega gospoda Staneta, torej, če pokličete, potem boste lahko dobili ali knjigo ali kdorkoli tudi zgaga test, ki bo vprašal za kakšno težavo. Tisti, ko misli, bomo poslali mu, da vidi, da se testira, no, enostavno je, ali ni, pa tako ve, kaj treba naprej. Tako, 090 50 50 je naša telefonska številka, pokličite nas v studio, zdaj smo tukaj za vas, zato vsekakor se splača potruditi oziroma vzeti nekaj časa, poklicati v naš studio, vprašati Staneta, kaj pa lahko torej dobite ali tale zgaga test, ki ga je zdaj držimo v rokah, lahko pa seveda s kakšno vašo izkušnjo tudi dobite odličen paket, ki smo ga tudi že velikokrat predstavljali. Da ne pozabim, jaz sem zdaj na internetu dal tudi ponudbo širši publiki, internetni, no, da naj z svojo izkušnjo pomagajo bolnim, ne, in da napiše kratek, ne članek, pač svojo izkušnjo, ne, par stavkov, priloži fotografijo, pa pol objavimo to na internetu in gre na različne naslove, ne. Ampak tisti paket je pa večji, to je pa družinski paket, dobi za nagrado, za, pač kaj bi se rekli. Za kar nekaj časa, če normalen paket traja na 2 meseca, smo govorili, ne? Ja, to je vse v letu. Ampak bomo videli, kako se bo to prijelo, da lahko ljudje svojo izkušnjo resnično drugim pomagajo. Samo pove, ne, kako pa kaj in je. Vse tega sem že na začetku imel, smo tudi po revijah nekaterih, so taki članki bili pričevanja, ali kaj so to, no. In to je res, no pa številko telefonsko ali pa internetno naslov mi morajo poslati na moj mail, na zdrava@so.si pa tak, ne. In da bo tisti, ki ima podobne težave, lahko tudi tisto osebo poklical, ne. Ne treba mene klicati. Povejmo, kako pa kaj pa.
Tako. Torej, 090 50 50, zdaj le za naš studio številka, ki torej ponuja veliko informacij, tudi kakšno nagrado. Stane, o Zgaga testu torej sva zdaj že kar nekaj povedala, tudi povedala, kako se da dobiti, oziroma tudi zdaj, če naj jo pokličejo, ga dobijo. Zdaj pa k knjigi. V najnih oddajah so že kar nekajkrat predstavljala različne platnice knjige, gre samo za barvne, drugačne kombinacije, vsebina pa enaka, ne? Ja, ampak na platnicah so zdaj poudarki tako, iz knjige, ki jih prej ni bilo, ne? Ker nekdo, ko knjigo v roke vzame, če platnico prebere, so tisti poudarki najpomembnejši, na kaj naj bo pozoren. Naprimer, čisto na začetku, razkritje stoletja, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. Točno, to je prišlo na pobudo enega, sicer je pokojni že, doktora teologije, ko mi pred leti sva se pogovarjala, je povedal, da imam jaz noter odkriti toliko, da jih v svetovni literaturi ni ta statična elektrika. To odkritje, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, je tudi, ampak nisem potem dal odkritje, ker jaz res nisem odkril tople vode, ne soli, ne kot odkril, ne. Ampak vse, kar sem pa odkril, sem pa razkril v knjigi in zato je tako, kaj je to podnost, pač kaj je že, no. Tako, naslov je ena pasica, ki gre skozi knjigo, ki nas kar pritegne, da jo odpremo, ne, in da preberemo. Tisti stavek je res zelo postal prepoznaven in ker je resničen in to ima vsak teh problemov, da ljudje zbolijo, pa grejo zdravniku, zdravilcu, komerkoli, pa jim ne pomaga, ne, tega kakor hočete. Ker če ni prenosa informacij po elektrolitih, to so tako žičke, ne, informacij in tudi kemijsko presnove prave, nič ne pomaga tableto. Če ti tableta ne pomaga v enem mesecu, v tistem predpisanem času, pol moraš pomisliti, da je nekaj narobe, ne. Ker tablete niso za celo življenje. Tako, vsekakor. Tudi vaša privat telefonska številka, ne, jo bova danes ponudila, da vas lahko pokličejo tudi na privatno številko, pa se kaj pomenite, tukaj spodaj jo vidijo naše gledalke, gledalci. Dopoldanske oddaje začela. Tako, 041 816 605. Vroča linija, se tam največkrat kličejo. Ja, torej tudi na voljo privatne. Polnoč, ja, v žepu, skozi. O polnoči tudi ste rekli? Ja, če že, ne? Dobro. Torej, Stanetova številka, vidite jo tukaj spodaj na vaših ekranih, naša pa v tem trenutku za studio 090 50 50. Pokličite, kaj vprašajte, povejte kakšno vašo izkušnjo in pa lahko seveda tudi si pridobite kakšno nagrado, ki vam bo pomagala k zdravju. No, na moji številki fizične nagrade že ne dobili, ampak tam največja nagrada je taka informacija, ne? Nagrada pač. Vsekakor. Stane, če se vrneva k knjigi, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, tudi na zadnji strani platnice, potem pa nekaj izsekov, če ti zdravila ne pomagajo, pomisli na sol. Ste rekli, celo življenje zdravil ne smemo jemati, ne? Ne, zdravila niso hrana, ne. Sol pa je sestavni del hrane. In začimbe tudi, ne. Če ti shujševalne kure ne pomagajo, pomisli na sol? Ja, saj tega je tudi ogromno. Enkrat en gospod mi je rekel, da je že eno tono shujšal, čisto na začetku, ko sem jaz začel, tudi enih par intervjujev sem imel na tej reviji Ptujčanke so, gospe. No, koliko je že, ne shujšati, po debelosti, no, pa te, ta njihova dieta je njihova ločevalna, ne. To je popularno. Ja. En gospod kliče, pa je rekel, shujševalne diete razne, sem šel 20 kg dol, pol pa 40 v luft, pa in pol na koncu pa ja. Ker razlog je točno v tem. Če človek pri shujševalni dieti, pa tega pa zdaj je malo manj že, no, z začetka so bile vse shujševalne diete kar neslane, ne, pa je bil zakon. Malo se je v tisti dieti tako podsolil, da pa ne zdrži človek, pa ti tega se ne zavedaš, ne, zdaj razen, ko imaš knjigo, ne. Ja. In potem pa ne more, pa ne ve, kaj išče, kaj išče pa sol, ne. Pa seže po hrani, tam pa je sol, ne. Pa ker ista hrana še
tako premalo slana, pol more pa 2 porcije pojesti na mesto ene, da za 1 porcijo dobi elektrolitov. In pa nikoli kraja ni, ne. Pol si pa presoljen pa predebo, vse skupaj. Ja, pa ni dobro, ne? Ne za zdravje, ne za... Ne, sklepi, kostiči, že druga, ne, vse trpi, ne. Vse, ko bi naredil zakon nosa in žakli cementa. Ja, predstavljamo si lahko tako, ja. Če ti kozmetika ne pomaga, pomisli na sol, sva v najnih oddajah že govorila, da lahko tako za notranjo, kot tudi za zunanjo uporabo uporabljamo. Seveda, isto. Tisto, da si je treba mazati, samo luskice dol za maskiraš, to ni, koža mora biti vlažna in ne masna, ampak... Mora imeti tisto svojo masnost, ne? Ja, ampak od znotraj to pride, ne da na vrh pacati, no tisto nič ni hudega, če si ženske, predvsem malo make-upa pa to. Ampak osnova mora biti koža, mora biti ta prava, ne? Zdrava podlaga, ne? Tudi kozmetika svojo vlogo dobila, ne? Ne pa to, da boš na vsem ozolje, pa ne vem kaj že, so razne, na pacu gor, ne vem koliko centimeter nečesa si narediš, tako bi hišo umetal, to ni nič, ne? Fasado, to je mogoče za na televizijo, drugače pa to ni, ne, da bi... Ja, dobro. Odlično, torej tudi za zunanji izgled, ne? Ja, seveda, ker to je vse povezano. Če ne špila presnova, se to vidi na koži tudi, ker koža je sluznica največja, ne, praktično čisto. Tale pa Stane je kar tudi ta prava, ne? Sva že tudi govorila, ne, o delnici države v najni oddaji. Če ti oblast povzroča bedo, debelost in bolezni, bi že bilo bolezni, ja. Pomisli 2-krat na sol. Če ti oblast ljubezen povzroča, to je bilo v redu, ne? 2-krat. Ja, ampak to v glavi, ne, v tistem smislu. Enkrat v telesu, drugič pa v tistem, ne. Ker pa vsi problemi pa izhajajo točno iz oblasti, da so ljudje bolni pa pretežki, pa tako, ker politiki, oblast, no, tisti, ko so trenutno vlade, no, sprejemajo, pa parlamenti sprejemajo predpise, ne, tudi prehranske. Ja. Tudi parlament naš je 99. leta, ne parlament, minister sprejel pravilnika o kvaliteti soli, ker se je sol dvignila na 10-kratno vrednost, ne sol, jod v soli, na 10-kratno vrednost. Potem smo se enkrat dobila s tistim ministrom, rekel, kjer je bil. In sem rekel, pa kakaj so te kaj zdravniki vprašali, ko si to povečal. In rekel, pa glih oni so me bombardirali, atomski fiziki, pa svetovna zdravstvena organizacija, pa vsi, da more toliko joda noter biti, če ne bo golša, bo vseeno. Golše res se ne vidi več, ampak to, kar sem rekel, vsaka 3. ženska ima probleme z ščitnico, pa vsak 15. moški, ne. Ja. To smo tudi rekla, zakaj vsak 15. moški, ne. Treba samo pomisliti, do te hektolitre vina in piva spije, to smo moški in se sreči se izluži tisti jod, ženske še vode bolj malo pijete in se ponabira noter in je ščitnica, ne. Če je preveč joda, preveč deluje, če je obratno, ga premalo deluje in pol pa najslabša varianta na koncu, ko preveč deluje, pa zopet radioaktivni jod, ki ščitnico uniči, ne, in pol pa je res treba celo življenje tablete, te hormonske ščitnične hormone uživati, ne. To so edini tableti, v tem primeru, ko jih moraš uživati res celo življenje tako hrano, ne. Drugo ne, niti, ampak ni to zdravilo. Ti tableti hormonski niso zdravilo, da bi ščitnico ozdravili. Ko je že več nimaš, je tako nima kaj zdraviti, ne. Ampak samo na mesto ne delajo, to je še slabše, ne. Po ščitnica pa spet ne sme delati. Tako pri sladkorni bolezni, inzulin, tudi nobeno zdravilo ni v tem smislu, da bi slinavko pozdravil. Ker na mesto ne dela, ne. Če si daš na mesto slinavke, si človek sam daje inzulin v kri, slinavka ne sme delati, ker če ne bi padel v komo spodno, ne. Tega je tudi kolikor hočete. Si malo preveč dajo enzima, pa kar naprej lačni, ne. Pa se pa zredi, ker bolnik z diabetesom, ne, to se ne more se obraniti hrane, če si on malo preveč inzulina daje, ne. Mu pade tam na 3, 4, je lačen, da bi volka požrl, tako po domače. In to, pa tudi tableti, ista figa, samo malo blažje je to. Tako da to niso zdravila v tem smislu, da bi
bolezni ozdravlja, ne. Bolezni ozdravijo v tem smislu, da jih lahko ozdravijo zelišča, ne, tako se je tudi začelo, ampak tudi tisto nič ne pomaga, če ni elektrolitov v krvi. Nič ne prijemlje, ne, v nobenem primeru. Tako da... So elektroliti, si jih lahko predstavljamo kot tisto prazno baterijo, ne? Ja, seveda, ja, točno tako, sej tudi akumulatorji. In če ni energije, tiste ta prave? Ni presnove, niti kemijske, niti informacije ne morejo potekati, ker ni žičk, ne, tako čisto po domače. In lahko pol, ne vem kakva zelišča, čaje, ne vem kakva zdravila uživaš, ti ne bo nič pomagalo zaradi tega, ne. Zato, da so ampak, če tako vzamemo, so farmacevti pa industrije pa to dosegli lih, je kontraučinek, no. Seveda, za biznis je že to v redu, da nisi nikoli zdrav, da moraš kar naprej tablete uživati, to je za farmacijo že v redu, ne. Ampak, če pa drugače pogledava, je pa to, pa zdravila ne pomagajo, samo očitno tega nočejo. Čisto marketinško gledano, ne, da bi ti zdravilo res ozdravilo. Kaj pa, veste, kakva armada je farmacije, kakva močna industrija je to, ne. Pa ne samo farmacija, zdravnikov tudi, cele kupe, cele ekipe so, pa še jamrajo, da jih je premalo, vseh je res, če gledamo, bolezni so stalno v porastu, ne. Ampak razlog je v tem, ne pa v tistem, da je bolezni je preveč, ne zdravnikov premalo. Ampak očitno je to vse v tistem, ne ve, saj niso ni zdravniki krivi konkretno pa to, ampak cel sistem je tak kapitalističen, ne, ampak tudi se ni važno, kak je, da prvo pravilo marketinga ali pa biznisa je, da če kupca ni, ga moraš narediti, ne. To je staro pravilo, veko manj, ne. Če ga ni, ga pač narediš. Ampak kupec za tablete je bolan človek, ne zdrav, ne. Tako da nobenega objektivnega interesa, pa nič nočem tega kaj grdo povedati o farmacevtih niti o doktorjih, ampak objektivnega interesa ni v sistemu, da bi se kjer farmacevt res trudil, da bo tako zdravilo naredil, da bo ga ozdravilo, pa nikoli več ne bo prišel, ne. Najboljši biznis je sigurno, pa še drugi hec je zadnji, ne, da vse plačuje država, da si sploh človek ne ve, da to ni zastonj, ne. Prispevki pa rastejo pa. Tako da je vse skupaj povezano v tak klinč, da je rešitev edino to, kar pravim v drugem delu knjige, kontrolna dividenda, ne, delnice države. Da bojo oblast pod kontrolo, da si niti na kraj pameti ne bi nobeno pustil, da bi dovolil na policah recimo 10-krat preverjeno sol, ne. To sem tudi predlagal, zmanjšati normative na normalne vrednosti bolezni, toliko dosti manj pa so rekli, da bi razmišljali ministri, pa še do danes niso. Bomo videli, kako bo zdaj, ko bo ta izdaja knjige, ki je bolj ravno zaradi platnic, no, bo verjetno, upam, pozornost tudi usmerila na ta del soli v glavi, ne. Če človek moraš razmišljati, pa kako to, da mi tako ponujajo sploh na policah, ne. Pa ne sem to, vse to nisi, danes je že, vse se smarijo. Vse sorte, ne. Kaj vse mater, ne. Res je. Stane, zdaj, ko sva ravno v knjigi, današnjo oddajo malo bolj tako, da predstavljava, ne, vse bova v konkretnih temah v nadaljevanju oziroma v najinih naslednjih oddajah. O knjigi sva tudi že marsikaj povedala. Ni čisto klasična, ni takšna, da bi se kakšne zgodbe nadaljevale ali pa bili direktno kakšni nasveti, oziroma knjiga je takšna, ki jo je dobro prebrati večkrat. Da tudi, ko jo, ne vem, 5., 6. beremo, vseeno v njej še vedno najdemo, ne, kakšen srž izluščimo, ne. Če še jaz zdaj berem, ko ne zdaj berem, moram se malo pomisliti, ja. Pa še spet nekaj novega, ne, naprimer, najdete. Kljub temu, da je 10 000 izvodov že šlo v tiskani izdaji na internetu, pa tako ne vem, kako to tožno, ker je zastonj na internetu, samo zdrava sol tipkaš, pa jo lahko prebereš, samo. Ampak je dobro nekaj imeti v rokah, da jo lahko vedno vzamemo, ne. Naprimer, takole ste napisali čisto na začetku knjige, pa bova malo tudi tako obrazložila, kaj torej v knjigi najdemo. Ko boš končala 3. prebiranje zadnje besede, boš o soli začela razmišljati. Po 6. branju boš o soli začela razmišljati drugače.
Po 10. pa boš spoznala, da je sol zdravilo za vse, tudi za lepoto, bogatstvo, pamet, ker sploh ni zdravilo, ampak le sol. Je element zemlje v tvojem telesu, enakovreden vodi in zraku, in da ga moraš le ozemljiti, uravnotežiti s soncem, pa bo tvoje telo vitko, zdravo in polno energije, misel pa jasna in čista. Ne pravim pa tega za vsako sol. To je tudi treba povedati. Ja, ne, to v tem je ravno štos. Ne največji, no, ampak zelo velik, ne. Za jedilno sol je to sploh ne mogoče govoriti. Ja. Pa tudi za ostale, če ni tisto kodiranje, ko pol naprej pišem in to naprej, in če je nepravilno uživaš, tudi nima teh efektov. V vsakem primeru pa je nekomu, ko nič nima, pa tudi kar tak je boljše iti na naravne soli iz jedilne pa stran, ne. Tako? Tisto lahko kuhaš, kar hočeš, ampak v glavnem se izogneš riziku tega prevelike količine joda noter, ne. Ženske, pa vsi, no ne samo ženske. Ste napisali potem, da tista prava sol, ki jo opisujete in imenujete, je sale salute, ne, zdrava sol. Ja. Sol za pametne, ne za bogate, pa veliko lepote in vitkega zdravja, pa bogatstva za sproti, tebi in vsem, ki jih ljubiš. Ja. Torej o tem, kako zdaj, ko boš o soli začela, oziroma ko boš tretjič prebrala, boš o soli začela razmišljati, potem, ko bomo prebrali knjigo, še nekajkrat bomo začeli o soli razmišljati, še bolj drugače. Se pravi, res knjiga za dolgo, ne? Ja, no, za dolgo, ker tudi to je en element kodiranja, to, kaj spravim kodiranje, je tudi, da si ti resetiraš možgane, ne, ker spomin, program v možganih, ne, ki je danes tak, da čez propagando pa čez leta se je to prilnilo, kot da bi najbolj zdrava hrana bila kar neslana. Ja, presno je, presno že. Tam res ne rabiš soliti, če znaš pravilno sočiti, drugače pa sploh ne drži, ne. Sol mora biti. Je pa tudi več presne hrane, ko človek uživa, manj soli rabi, bolj ko uživa, več soli potrebuješ za, ker se tudi kalorične vrednosti jedil s kuhanjem spremenijo in tako naprej. Stane, midva bova zdaj proti koncu najine oddaje torej podarila, ne, komu zgaga test, če kdo kaj vpraša, če ga karkoli zanima, se pravi 090 50 50 naša telefonska številka zdajle za konkreten klic v naš studio, tam lahko vprašajo karkoli, ne, jih zanima, jim boste seveda z veseljem odgovorili, zgaga test pa torej dobijo, če pa povejo kakšno svojo večjo izkušnjo oziroma dejansko izkušnjo z vašo soljo, zdravo soljo, pa dobijo tudi kakšen paket, a ne? Tisti, ko pa opišejo, pa meni pa slikce dajo, pa svoje podatke, da jih lahko ljudje dobijo, pa objavljamo, eno sem že objavil, če bo tega kaj na internetu, na razne naslove, tako da pa dobijo večjo zalogo, ne? Ja, tisti je pa družinski paket, potem tisti največji. Tako. Komu, Stane, bi priporočili sol zdaj proti koncu oddaje, naprimer zdrava sol, zdaj že vemo, ne? Kdaj moramo na njo pomisliti, ne samo bolnim, no, to hočem povedati najverjetneje. Priporočil bi vsem šolskim kuhnam, ne, to je prvo, tam se začne, od vrtca naprej, ne, tam se začne, ne, pa tudi vsem bolnišnicam, to tako še kar započest, ne, na koncu vsem dobrim restauracijam, ker hrana ni dobra, če jedilno sol uporablja, iz tega stališča ni več okusno. To se je zgodilo 99. leta, pa zdaj smo že tisto, pa napačno delo je priporočila tudi oblasti, ne, je bila ministra za zdravje in šolstvo, predpis, kak kuharca, kak ne kuhajo v šolski prehrani, čim manj soli. Pol pa otroci se podsolijo, pol pa letijo na čips, tam pa je sol, jedilno, ne, spet, pa se pa tistega napokajo. Kar se tiče soli, je vse totalno napačno. Tako da. Dobro. Je pa
to dobro tudi zmerno porabljati, oziroma kakšno kuro lahko naredimo ali kako bi jo priporočili najbolje, če smo zdravi, naprimer, če nimamo kakšnih večjih težav, če imamo približno neko ravnovesje, če ga želimo ohraniti, kako naj bi uživali sol? Tako pravim, če nekomu nič ni, naj gre na neko naravno sol, katerokoli, ne glih kamene, neke tiste joda pa nimajo. Neko naravno morsko sol, ki so že na tržišču od leta, kdaj smo vstopili v Evropo, že ne, to je se meni zdi edina taka fina zadeva od te Evropske unije, ki druge vse skupaj tako hilavo zgleda. Ampak to, da, ki prej je bilo prepovedano, v Jugoslaviji pa v Sloveniji, pa v vseh socialističnih teh, ali je bilo v Rusiji, pa tam verjetno tudi, no, ampak vse demokratične vlade so naredili, prvi ukrep, kar so ga vsi naredili, je bil to, da so spremenili pravilnik o soli. To je interesantno, ne? To mora zadaj biti nek silni interes pa lobby. Zakaj? Da so šli dozo joda dvigniti na 10-kratne vrednosti, ne? Zanimivo je to, da v Srbiji bilo. Tam so spremenili to dozo šele, ko so Miloševića spravili v hak in je prišla demokratična vlada, Đinđić, kdo je že bil, ne? Ampak to je resnično zanimivo, ko sem nešel gledati, ne? Malo noter, vse to opisujem na kratko. Čisto vse te države so ta ukrep prvo naredili, ker Nemci pa oni pa že imajo odprej, ne? Ampak pri njih v Franciji, Italiji ni bilo tako, kot je bilo pri nas, da si lahko samo jedilno sol jodirano, ampak prej socializem v Jugoslaviji, pred to spremembo ni bilo toliko joda noter, ne? Ko se je Tuzla začela dol industrijsko pridelovati sol, da jo topijo, da je ne kopljajo več, pa pol sušijo, je bilo dodanega joda manj, več kot dvakrat manj, ko ga je zdaj noter. Zdaj, ne? Od 99. pri nas, pa tu okrog Čehi, Poljak, vsi so šli in na to. In Srbi še zdaj so nesrečni, ne sme biti na policiji naravno sol. Še Hrvati, zdaj, ko so vstopajo, so mogli pravilnik menjati, Bosanci, Makedonci, to je vse še pod tistim socialističnimi, ne nikakvi socialističnimi, pred temi demokratičnimi pritiski, ki so polkapitalistični, no. Jaz pravim, da je sistem kapitalizem, sploh ni v resnici čisti kapitalizem, da je polkapitalizem, ker polovico dobička država vzame vsakому podjetniku, prednje obračun pa se sploh izkaže, niti ne skozi davke, ne? Se pravi, država je še vedno večinski lastnik čisto vseh podjetij na svetu. To se mi mislimo, ja, pa njih seveda je. Na ta način, sama pa nima lastnika, ne? In to, ta polkapitalizem malo boljši je že, ko je bil socializem, kjer je bila pa država 100% lastnik vsega, ne? Ampak te ko se imajo za kapitalistični, nič ni res, ne? Država pol pobere, se pravi, večinski lastnik država, še vedno več kot pol, ne? Ker na koncu še davek na dobiček, ne? Pred tega pa že pobere z davki raznimi, na plače, na ono, ne? To je vse tako zakamuflirano, da se ne vidi, ampak je to točno to, ne? Da res je. Kaj pa mislite, kako se bo odvijalo vse skupaj glede soli, glede vseh pravilnikov, glede zdravja naše države, tudi o tem ste pisali? Ja, ne vem, kako se bo razvijalo, najboljši, da ljudje k pameti pridejo sami, ne? Da se izogneš informacijo imajo, naj se izognejo, kar se tiče uživanja soli, temu. Ono informacijo, kaj je bilo potrebno narediti, pa imajo. Na platnici sem napisal, zdravilo za državo imate, kontrolna dividenda. Država je kapital države, država je podjetje, tako vsa ostala ekonomske zakonitosti veljajo. Za SP pa za Ameriko isto, ne, mora biti dobiček, če ga ni, to je seme reprodukcije družbene ali pa kakršnekoli, tudi narave, brez semena ni, ne, pšenice, če nimaš semena, da bi jo posijal, ne bo zrasla nova, ne, tako je pri podjetjih isto. In ker pa država, kapital države je nikogaršen, tak na videz, če gli v ustavi piše, oblast je ljudska, ne, ljudstvo je na oblasti, če je na oblasti, mora biti na oblasti denarja, ne, tistega kapitala ravno. In to priporočam, ne samo vseh, samo kje to politiki, pa da ne vem, česa jih je strah,
ali je res to tako, se jim zdi, tako, ko sem čisto enostavno je v knjigi tudi predstavljeno, kaj to pomeni, ne, da bi bila oblast pod kontrolo, po višini dividende bi se vsak mesec bi vsak državljan videl, ne, koliko bi dal v žep, a je vlada dobra ali je slaba. Ni bi bilo se treba bati nobenega referenduma, tako danes je klinč totalen, ne. Referendumska zakonodaja naša je edina taka in je pravilna. Čudno, da so to noter takrat v začetku dali, no ne čudno, noben ni mislil, do kakih blokad lahko pride, ampak to ravno zato, ker ni te kontrolne dividende, ki ljudem tudi da, ne samo jemlje, ne, davki samo jemljejo, ta pa da, vsem enako, ne, in ščiti s tem tudi tiste najnižje, da bi potem vlada samo take ukrepe mogla predlagati uravnoteže, ne. Lahko bi šla davke večati, pa ne vem kaj že, do tiste meje, koliko dividenda najnižjemu sloju prenese, da je na istem, ne, oziroma več kot polovici ljudi, ne. Ampak danes pa tistih najnižjih je tako skoraj pol že, tistih čisto. Tako da ja. Bomo videli, kako bo, vsekakor pa zdrava sol in pamet. No, tudi tako se bomo videli, da bojo kaj sprejeli fiskalno pa to pravilo in bomo res dobili verjetno kako vlado zavrača, ne bo Evropa prej razpadla zunanjo, ampak zopet še v tistem primeru bi morala biti kontrolna dividenda, pol je pa čisto vsem direkt, kdo vodi državo, ker država je firma in če je v redu vodi da dobiček, bo dobička veliko, bo dividenda tudi velika, ne, če pa tega ne naredijo, bo pa res izčrpali do kraja vse, tako pa Grke, no. Tako, pa še marsikater drug narod, ne. Stane, midva torej spet prihodnjič, tudi ob 11, morda do 5 minut čez 11, ja, tako na Areni TV, tudi prihodnjo sredo, torej. Če kdo vas želi dobiti, potem je tukaj tudi vaša torej kontaktna številka, domača številka, ne, vaš privat mobilni telefon, žepna številka, 041 816 605, če želijo naše gledalke, gledalci še karkoli vas povprašati, tudi zdravasol.si, veliko informacij, skratka vsega, kar... Vse gor brezplačno, ne, in knjigo to, in recepte, one biodieta in... Tako da lahko najdejo informacije, če le želijo, ne? Brez problema. Tako. Stane, hvala lepa za danes. Torej spet prihodnjo sredo, dopoldne se dobiva in spet kakšno rečeva. Jaz bom probal obvestiti šole, zdaj pa te upokojenske domove, pa te, ker čas je tak, zdaj čakajo na kosilo, ne? Ja. Šolarji pa imajo, mogoče imajo glih ta pravo uro za tak predmet. Glih šolska ura, ne? Tako. 45 minut. Enkrat, če pogledajo v semestru ali pa v celem letu, je čisto dost, ne. Tako. Stane, hvala lepa in do prihodnje srede, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje pa tudi vam, torej prihodnjo sredo točno ob 11 ali pa kakšno minuto, 2, 3 čez, pa se vidimo spet. Nasvidenje.